Pristop mirnih območij je že kar uveljavljena praksa po tujih zavarovanih območjih. Vsem je pa skupno, imena so seveda različna, govorim lahko o mirnih območjih, lahko o počivališčih in tako naprej. Vsem je pa skupno to, da so to površine, ki so ključnega pomena za ohranjanje prostoživečih vrst, se pravi živali in pa rastlin ali pa nekih občutljivih ekosistemov. V Triglavskem narodnem parku so mirna območja določena z načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka in trenutno je to, govorimo o 138 območij oziroma 9% površine TNP-ja. Gre pa predvsem za območja razmnoževanja, prehranjevanja, počivališč, recimo za živalske vrste, ali pa za občutljive ekosisteme, kot je recimo visokobarje. V vstopu na mirna območja na Pokljuki smo postavili zapornice. Te zapornice so postavljene na lokacijah, ki so skrbno določene, glede na najobčutljivejše predele v gozdnem prostoru, predvsem za divjega petelina in gozdnega jereba. Namen vzpostavljanja mirnih območij je izločitev motečih človekovih dejavnosti. Torej, katerakoli izmed dejavnosti človeka, ki škodljivo vpliva na življenjske procese teh prostoživečih vrst, naj bi se na takih območjih izločala ali pa vsaj omilila. V Triglavskem narodnem parku, kot omenjeno, govorimo pač o načrtu upravljanja, so določena mirna območja predvsem za divjega petelina in ruševca, potem pa tudi za gamsa, planinskega orla, eno območje celo za soško postrv in pa seveda visoka barja ter nizka barja. Cilj ukrepa je, kot že rečeno, skušati izločiti katerokoli motečo človekovo dejavnost iz prostora. Govorimo predvsem o tej splošni rabi v Triglavskem narodnem parku, torej o obiskovanju, športu, rekreaciji, potem pa seveda tudi nekih primarnih dejavnostih, ki so lahko problematične, na primer predvsem gozdarska dejavnost in pa kmetijska dejavnost. Ukrepi so pa seveda tudi izjemno pestri. Ne govorimo o popolnih prepovedih, ne govorimo o popolni izločitvi rabe, razen v primeru visokih barij, pač pa predvsem o prilagajanju te dejavnosti. V Triglavskem narodnem parku smo pravzaprav uvedli dve splošni skupini pravil ravnanj. Po eni strani izločamo popolnoma neko dejavnost ali pa vse dejavnosti iz prostora, na primer na visokih barjih, ki so na prisotnost človeka izjemno občutljiv ekosistem. Tam je praktično ni dopustno nikakršno človekovo delovanje. Medtem ko pri mirnih območjih, na primer za divjega petelina, pritisk obiska te splošne rabe skušamo omiliti z izključno uporabo označenih pohodnih poti, bodisi parkovnih, bodisi planinskih ali pa katerikoli drugih. Če gre za prostoživečo vrsto, ki je občutljiva samo krajši del leta, potem veljajo recimo časovne prilagoditve. Na takih območjih v tistem obdobju največje občutljivosti vrste se izključuje neko dejavnost motečo, medtem ko pri ekosistemih, na primer visokih barjih, gre za celoletno prepoved. Je pa res, da tudi pri divjem petelinu večina mirnih območij se usmerja v prilagoditev rabe. Mirna območja za lastnika gozda predstavljajo samo prilagoditev gospodarjenja z gozdom, torej sečnje in spravila lesa iz gozdov ter gradnje in priprave gozdnih prometnic. Dejansko je motiv za obiskovanje Triglavskega narodnega parka ohranjena narava. To pomeni,
da je prilagoditev lastnega interesa na teh površinsko majhnih območjih pravzaprav neznaten prispevek posameznika k temu ohranjanju narave na dolgi rok. In mislim, da je v Triglavskem narodnem parku ogromno območij, ki nimajo nikakršnih omejitev, kjer lahko doživljajo vse lepote alpskega prostora, in da je ta prilagoditev ali pa lastnih interesov res minimalen korak posameznika, da se ta narava Triglavskega narodnega parka res ohrani tudi na dolgo obdobje. V bistvu se zdaj daje na papir oziroma v načrte tisto, kar smo gozdarji dolge leta v bistvu že sami delali. Namreč, recimo, če smo na primeru mirnih con za petelina, smo vedno sekali oziroma izvajali dela na teh mirnih območjih izven tega rastnega obdobja rastišč divjega petelina, izven poleganja kepčkov. In imamo že dolge leta, dolga desetletja, ne leta, desetletja ne samo v svojih načrtih, tudi v svojih glavah, od 1. marca do zadnjega junija, v bistvu so to območja, kjer se ne posega. Osebno in pa kot lastnik smo mnenja, da brez ustreznega nadzora, prvič usmerjanje ljudi drugam, ker vemo, da Pokljuka ob lepih dnevih, predvsem pa ob gobarskih dnevih, je pol Slovenije gor, na rekovajih, in je treba ljudi usmerjati do določene mere, pa potem tudi preprečevati. Malo novost so tele tablice, ki bojo označevale ta območja, ampak tudi te postavitev teh tablic gre na taka mesta, kjer bojo vidna seveda obiskovalcem, in jih opozarjala, kot drugo pa na takem območju, ker ne bojo ovirala gozdno proizvodnjo, takrat, ko bo dovoljena, ali pa druga gozdna dela.